časopisi so delali meritve glede razpoloženja ljudi do izdatkov za oboroževanje in tako pred vojno v Ukrajini kot sedaj po so deleži okoli 60-70%, ki nasprotuje takšnim tako visokim izdatkom v oboroževanje. In če vprašate danes, kaj pravzaprav ljudi ogroža, moje stališče zelo jasno. Ogroža jih revščina, energetska kriza, splošna draginja, od energentov do goriv, do hrane. Tako da, če to damo na tehtnico in se vprašamo, ali bomo res toliko vlagali, sploh za namene NATO, ki je po naši oceni eden od glavnih destabilizatorjev in proizvajalcev teh kriz v svetu, medtem ko ni bil sposoben 40-50 let starega brezpilotnega letala iz Ukrajine se streljiti na poti do Hrvaške, je naša ocena zelo jasna. Seveda zmanjšati izdatke in poskrbeti za vojsko na naših tleh, ki bo sposobna še enkrat opravljati ustavno funkcijo, ki jo ima, se pravi obrambo države, predvsem ključna pa bo takrat, ko se bodo začele zares poznati posledice podnebnih sprememb, ob plazovih, ob žledu in o podobnih vremenskih pojavih, ko bomo potrebovali, če želite, neko oboroženo civilno zaščito, ki bo dejansko pomagala ljudem. Po naši oceni pa neke ogroženosti, glede na to, da imamo nenazadnje takšno okoliščino, kot jo imamo, z odličnimi odnosi s sosedi, pa ne bi smeli imeti.